danes je pa Martinovo. Martinova sobota in čebelice kar prihajajo malo ven. Še glih je hladno. Malo na zrak, malo na spregled. Ja. Kje so? Dober dan, evo. Spet smo tukaj. Novembra meseca. Novembra meseca na Martinovo soboto. Ja. Da malo kaj povete, kaj se zdaj dela za mesec november, ne? Ja, če sem kaj spomnil. Jo, saj ste stalno s čebelami. Verjetno čebelami zdaj ni več toliko opravil, kot čez leto, ko je toplo, ne? Ja, zdaj ni več posebnega dela pri čebelah. Je pa stojišča, če jih je več v eno čebelarstvo, treba kar pogledati, se tam na 14 dni. Najbolj zaradi žrel, če so zaradi kakšnih mrtvic žrela zamašene, zaprte. Naprimer, tukaj so zaprte, se moramo da to počasi odstraniti. Iz mraza bomo to odstranili, vse. Hladno že je nekaj dni in da bomo to pospravili stran, da jo imene normalen prezračevanje, ker čebele čez poletje same prezračujejo, izkrili, zdaj je pa to hladno in čebele nič ne prezračujejo, je pa dobro, da so žrela do konca odprte, da bo ta prezračevanje sam potekel, kolikor bo potekel, da ne bo noter preveč vlage. In če preveč vlage, tudi za čebele in sploh za živo bitja ni preveč fajn, sploh toplokrvne čebele niso, ne. Toplokrvne, ampak škodijo jim pa vlaga, pa prepih. Toplote bojo imeli same dost, ker panji so dobri. In to bi bilo zaenkrat vse prijeti. Kakšno škodo za ptičev, če so dal že preprečiti, če so kot že napadle. Je pa tudi dosti dobro, da se v čebelnjakah nastavijo kakšne mišolovke, ker tudi mišolovke so pomembne zaradi miške. Miš pa delajo res dosti škode po čebelnjakih. Ne da bi čebele pojedli, ampak problem je v tem, uničijo razno orodje, to zaščito, toplotno zaščito, po panjih zgrizajo, karkoli najdejo. Pa če kakšen sati kot odložen, radi cveten prah zgrizajo, uničijo sati, no. Tako da je treba kar za miš poskrbeti z mišolovkami. So pomembne. In drugega dela, da je že skoraj, ja pa, pakiranje, priprava pridelkov za prodajo, sploh dela v hladnih dneh sem začel, pa bo tudi božično-novoletne praznike, bo šlo malo več tega. Tudi, ker še malo toplo, kakšne panje kot pobarvati, upremo razkužiti, barvajo se, kot se panji, čebelnjaki, te stvari so dela za delati. Zaenkrat bi bilo to za november pri čebelah, no. Ali je v čebeljih družinah zdaj, ko je že bolj hladno, še kaj zalege in če je, do kdaj se bo vsa zalega polegla? Ja, zalega po nekaterih panjih sva že gledali, ni več, po nekaterih še. Sploh pa dol, ki je bolj toplo, naprimer Bela krajina, Bizeljsko, sosednjo Slovenijo so malo pregledali tudi, tukaj Kolovc, Moravče, jo je manj kot dol. In večina panju je pa že brez zalege, no. So pa nekaterih še po 3-4 sate zalege bilo za najdeti in tudi v tej zalegi se zna skrivati, ne se zna, ampak je sigurno še tudi dost varoje, ki jo bo treba tudi še uničiti, da ne bo delala škode v panju. V panju, v čebelah, na vsakem organizmu posebej varoja zvrta v ta čebelje telo luknje, čebela nima kože, kot jo imamo ljudje ali druge živali, ima hitinast oklep, to bi rekel kot želva ali pa kot so naš nohti, to je hitinast oklep, in ko naredijo v čebelo te luknje, varoje, se ta rana ne zaceli, dokler čebela ne umre, takrat je pa vse zacelen. In če so te luknje odprte v organizem, prodirajo razne klice in skozi to propada en organizem, drug organizem in zato je lahko tudi cela družina ali pa saj oslabi družina, ker spomladi slabo družino si lahko zelo malo pomagaš. In to je to, da bo treba tudi varojo še dela začetek decembra. Midva sva se odločila, da bo tam po božiču, po novem letu, v roku recimo 3-4 tednov bova še enkrat probala varojo. Bomo pa videli, kaj bo z vremenom tisto obdobje.
Zdaj pa koliko raznih postopkov, če predstaviš 2 ali 3, obstaja za zatiranje varoja? Ja, postopkov je kar več. Naprimer, vidva čez poletje, od spomladi do jesen, dokler se pojavlja v trotovi zalegi, v trotovem satju zalega, midva ta satje poberava ven ali ga stopiva, ko je možnost pomlad, ko imamo tukaj nekaj sadnega vrta, tudi sničke to poberijo, to zalego ven, v tistem tudi varoja propade. Pol sva šla nekaj na prekinjanje zaleganja, to se pravi, vzameš matico iz čebelje družine, preden družina vzgoji novo matico, se vsa ta zalega že leže in takrat sva jo poli iz veterinarskem preparatu in po navdihu veterine sva to pol verjetno uničila, ker družine dosti lepe izgledajo. No, to je pol drug primer. Tretji primer, lahko rečemo, je dimljenje, ker največ ljudi dela iz dimljenjem. To so spet preparati, ki jih dobiš na veterini, jih nakapljaš na določene trakove, jih zažgeš in to ustvari določeno atmosfero noter, ki škodi varoji, čebelam ne. Potem je tudi z oksalno kislino, kapljanje z oksalno kislino, to sva midva enkrat naredila in vem, da ne bo nikdar več. Ne preporoča se to, da bi se to delo večkrat, nekateri to zagovarjajo, da lahko 2-krat, 3-krat, sam takrat čebelji organizem zelo, ta kislina, to je sladkor, voda, pa oksalna kislina, to je zelo majhen procent, se to raztopi in se potom po čebelah kaplja, po ulicah. So zato posebne kapalke in čebele tudi to sladkorno mešanico z oksalno kislino pojejo in ko to pojejo, nuca ta organizem, ki je to kislino pa sladkor pojedel, precej No in takrat, ko čebele to raztopino pojejo, da to predela organizem, potrebuje organizem precej kalcija. Ta kalcij, koliko mi je znano, je to kalcij, no, se pa nahaja v čebeljem oklepu, v tem hetoinastmu, in če je to enkrat pokapljan, še nekako organizem zdrži, če pa 2-krat ali večkrat, je pa to že organizem dosti uslabljen ali pa sploh propade. Zato mi tega sploh ne uporabljava. Sublimacije tudi ne delava, ker to je pa polisparevanje te oksalne kisline, ker to ostane not na kovinah in ta kovina tudi lahko zarjavi ali pa jo celo požre, ta kislina, in midva delava največ z odstranjevanjem trotove zalege, v kateri se leže, pa s prekinjenjem zaleganja. To največ delava, kot da drugih stvari midva skoraj ne uporabljava, razen če vidva, da je kaj kritično, pol uporabljava kakšne veterinarske preparate pa njihove nasvete. Čebele zdaj verjetno ne hranite več, ne? Ali so vse čebelje družine dovolj nahranjene do pomladi? Ja, ne hranijo jih nič več, ker to je treba nekako do sred septembra ali pa če je res ugodno vreme, do konca septembra čebele nahraniti, ker morajo to čebele to vso hrano pojesti, jo predelati, pa nazaj v celice jo zložijo, not jo stočijo preko svojega tega medenega želodčka in dodajo svoje še te aminokisline, rudninske snovi, kot da je to ta hrana malo obogatena, potem pa to, ko je polna celica, jo pa vakuumsko čist neprodušno zaprejo z voskom, kot da je to čist zaprt. In če pa ta hrana ni ustrezno predelana prav čas, pa dobijo čebele tudi drisko. In to je lahko toliko posvanan po samo satju v panju, da tudi čebele lahko satje v tem plodišču, ko se prezimujejo, zapustijo in gre lahko v medišče. Gor v bistvu ni hrane, ker je vse v spodi in jim grozi propad od lakote. Dol v spodi satje ostane poln hrane, čebele ni na njih in čebele na vrh gor pomrejo. Zato je to treba prav čas narediti, da se to predela. Ker če pa dela, kar mu je pa to škoda vsega časa in hrane pa vzga. Če se opazi, da je čebelja družina v tem obdobju brez hrane, imava midva kar nekaj medenega satja in satja iz hrano, shranjenega v enih
skrinjah zmrzovalnih in tisti cati bi dala midva, če bi delo opazila noter ali pa poli poznej do spomladi, dokler sami ne dobijo hrane, da vam je ta cati noter. Tako da hrani vam čebele samo iz že predelano hrano prav za čebele. Da pa dodajo dela kakšno tekočino, sirup za hrano ali pa pogače, pa ni govora, ker se preveč organizem izčrpa in propada organizem in zatem tudi počasi cela družina. Tako da za letos je krmanje 100% zaključen, ker ima kolikor uštiman. Če pa nima nakrmljen, bojo pa čebele šle. Kaj pa zdaj delate za čebele v teh hladnih dneh? Kaj se zdaj še tako postori? Ja, pri čebelah je zmeraj kaj za postoriti, skozi je del. Naprimer, pred parem dnem smo postavili dol na Bezelskem še en kontejner sestavljen iz 2 omar, se pravi še 24 panjev, čebel še ni noter, ko bojo pa še vrata narejene gor, pa bo hodeno vreme, da bomo videla, a bo letos ali nov, drugače bomo pa spomlad čim prej te družine kar v panjih dol peljali in ko se bojo pa popolno razvile spomlad, bomo pa te družine iz 5 satov preselili na 11 satov v Medišču, kolikor bo pa možno, pa še do jesen gor v Medišče. To se dela v tem obdobju, če bojo kakšne panje kaj za pobarvati, satnike bo treba kaj skupaj zbiti, zažičati, satne osnove noter utreti, pa, kako sem že na začetku rekel, pripraviti mladene pridelke, čebelje pridelke za trg, za potrošnike. Te stvari so pol, bo dela še kakšna tak čudeno vreme, da v zunji ne bo kaj preveč zadelati, kakšne predavanja so močno zaželene, se kaj podučimo, se kaj spomnimo, kar smo že pred letem slišali, kaj za prebrati, kakšne knjige in skozi to se malo spomniš kakšnih stvari, ki si jih slišal, pozabil. Tako da del za čebele je skozi, še po noč marsikrat premišljujem, kako kakšno stvar narediti. Dela ne zmanjka. Bomo pa lahko naslednjič v decembru pogledali, kako se te satnike žičijo, pa noter te satne osnove utirajo, če vas bo zanimalo. Bomo prišli. Ja, bomo probali pogledati. No? Dobro. Hvala lepa. Ja, tudi vam hvala. Pa zdaj, kako pravijo, naj medi, ne? Zdaj je medil tako, zdaj pa naj v denarnico malo medi. Ja, bomo videli, kar bo. Medu je kar nekaj pripravljenega. Če bojo kupce, bo šlo. Ampak nekateri raj posegajo po velecentrih, ki so nižje cene. Kaj pa noter dobijo, se pa tudi ve, kaj piše. Predelano v Sloveniji, državah Evropske unije in drugih. Tam pa vsak ne svoje misle, kakšno kemijo uživa. Ja, pa zdaj bo spet slovenski zajtrk, da jim bo spet... Ja, to je pa ponovadi enkrat na let, pa kolikor je slišati, že to otroci vzdihujejo, a že spet, ker so pa vsak dan ali pa večkrat na teden v McDonald'su pa ne rečejo že spet, tam pa spet kakšna hrana je tam, jaz ne vem, ker tja jaz ne hodim, ampak tam je za to mladino najbolj dobra pa najbolj luštna. Jaz te hrane ne uživam, nimam potrebe, ker imamo vzga domačega dost. Pa vemo tudi, kaj je. Ja, tako da otroci pa raj hitro hrano ali pa tudi ni staršev doma prav čas za kosilo, grejo povele teh hitre priprav hrane. Sam. Pa sladkarije, sladkarije drugačne, ne? Ja. Medene sladkarije, ne? Ja, pa cvede tako naprej. Do smrti bomo vse preživeli. Tako je. Tako ali drugače, a bomo kvalitetno hrano jedli ali pa slabo. Eni prej, eni poznaj. Tako imamo. Ja, vsak je svoj seček kovač. Pri čebelah in v svojemu lastnemu življenju za svoj organizem. Hvala lepa. Nekaj, uživite. Enako, živeli. Plava jaz sem. No, lamente že pobiramo iz prekolce. Ne jaz, ampak Tomaž pa še tukaj domačin Stanko, veliki čebelar in počasi se je začela nadgradnja. Zdaj bomo vzdihnili te 2 kontejnerja
te dve kište, po 12 pajno in pol bo šlo naprej to. Ura je 15:12, obe omare sta postavljene na svoje mesto, še montaža strehe, sten in bo tretji kontejner postavljen za naselitev čebel. No, tukaj se vidi, kdaj so bili te kontejnerje izdelani in izdelovalec, pa še cena je zraven napisana. Tako da, če bojo zanamci to podelali, da bojo lahko videli, kdaj, kdo in koliko denarja je bilo to v tem momentu, ki je bilo to izdelano. Pa to še ne vse, del se bo še nadaljeval, da bodo čebele prišle v svoje domovanje. Evo, Nada lup to folijo iz trimoplošče, zaščitno folijo, ki pride na vrh teh omar. Potem gre zraven bočne in se že z kovicam pritrjuje, kompletira. Streha se dokončuje, late so gor, še zadnje vijake, pa kritino in smo zaključili za današnji dan. Tako da uspešen dan, nam je sonce vreme prizaneslo. Vrtalka lepo poje, luknje se vrtajo in se zaključuje. Dan je k koncu, streha tudi. In uspešnost bomo zaključili še en lep jesenski dan. Tomaž veselo špine dol pometa, da no streha rjavela. In tu bo za en tornak panjo, nekako 72 jih bo zaenkrat. Potem imamo namen še postaviti še en kontejner iz rezervnim družinam na 7 satov. To pa prihodnje ali pa čez 2 leti bomo videli, kako bo s časom in zdravjem. Streha končana. Hvala Bogu, lepemu dnevu. Evo, Tomaž je lesto pospravil in orodje in pokamo domov. Za danes smo zaključili. Počakali bomo še, da sosed naredi vrata za ta zadnji del, da jih do zime mraza zmontiramo in pripeljemo čebele v panjih. In kar panje bomo vstavili v te panje, spomladi pa bomo čebele prestavili v te večje panje, če bo kaj vredna paša. Tako da pospravljanje že teče. Nada pospravlja našo kramo, ker smo jo pripeljali. In to so zadnja dela pred odhodom.